V Viteški dvorani Brežiškega gradu so na 3 različnih panelih iskali rešitve za spodbujanje nadpovprečnosti kot ključnega gradnika odličnosti in mojstrstva. Prvega, ki so ga namenili področju vzgoje in izobraževanja, je vodila ravnateljica Osnovne šole Brežice Marija Lupšina Novak. Nekako povezujemo rastočo knjigo s tem forumom odličnosti. Nekako se te vsebine prepletajo. In naše vrednote, ki jih promoviramo skozi rastočo knjigo, so nekako izpostavljene tudi na tem 28. forumu odličnosti, mojstrstva in odličnosti. Gre za vrednote, ki nakazujejo osebno in kulturno rast posameznika in družbe kot celote. To gre za zadeve o tem, kako razmišljamo, če znamo kritično razmisliti, če znamo presojati, če znamo digitalne kompetence pravilno uporabljati, če dopuščamo otrokom pravzaprav, da dajejo neke pobude, ki so na prvi pogled čisto neprimerne, ampak rekli so že stari modreci, da vsaka ideja je bila najprej zelo morda neprimerna, pa se je pa izkazala kot primerna. Na drugem panelu so se posvetili spodbujanju povezovanj na področju kulture in iskanju sinergije z gospodarstvom. Kjer ne govorimo samo o turizmu, ampak neki taki sinergiji, ki se mi zdi, da je izjemno pomembna in možna, kar dokazujejo številni recimo podatki. Tudi ta naš projekt Gradovi Posavja je en tak primer poti k odličnosti medsebojnega sodelovanja. Forum so sklenili s panelom, ki so ga naslovili Izzivi za pot k nadpovprečnosti. Sogovorniki so vsak svojega vidika razpravljali o možnostih in priložnostih v Posavju. Po naši analizi imamo v Posavju kar nekaj priložnosti. Če pogledamo, kje imamo še centre moči, tako imenovane, imamo kar polovico papirne industrije še v Posavju. Zelo močni smo v občini Sevnici na področju lesarstva, ker je en velik grozd s to dejavnostjo povezanih podjetij, in pa seveda po celem Posavju smo močni na področju kovinsko-predelovalne industrije in naše mnenje je, da bi v prihodnje lahko naredili velik napredek na teh 3 področjih. Po Goriškovih besedah imamo v Posavju več kot tretjino podjetij, ki dnevno živijo poslovno odličnost. So inovativni, so mednarodno usmerjeni, so odlični na področju dnevnih sprememb, nimajo težav s kakovostjo. Skratka, ta podjetja se s poslovno odličnostjo ubadajo vsakodnevno, ne želijo pa se nekako promovirati. Zakaj ne, to težko odgovorim. Predstavnik strateškega odbora forumov odličnosti in mojstrstva Janez Gabrijelčič je izpostavil, da so forumi namenjeni ohranjanju nadpovprečnosti doma, v Brežicah, v Posavju. To pomeni, da želimo, da bi podobno kot so že naši predniki bili na skoraj vseh področjih življenja in dela nadpovprečni, ampak so delali v drugih državah. Zdaj naj to spodbudi in spodbuja nenehno naše ljudi in Brežicane, da so tudi oni sedaj nadpovprečni. Dejstvo je seveda, da v občini Brežice se trudimo predvsem zagotavljati kakovost, za katero si pa želim, da pride v odličnost na vseh področjih. Seveda o tem se največ mogoče govori v gospodarstvu, manj se pa govori v javnem sektorju in pa seveda v drugih dejavnostih. Zato seveda mi na občini spodbujamo odličnost tako seveda v javnem sektorju, v naših zavodih, pa tudi v nevladnih organizacijah, katere imajo vse bolj pomemben vpliv v občini Brežice. Molan še doda, da občina Brežice tudi s tem postaja lep primer odličnega razvoja v Sloveniji.